Živijo punce, kakor je verjetno razvidno z mojega bloga in prijetno tudi YouTube kanala, sama zelo rada da govorim o izdelkih za kožo. To je pa namreč zato, ker sama sem imela res celo življenje, od 5. razreda osnovne šole probleme z mozolčki in imam še zmeri. Moji mozolčki so sicer bolj hormonskega izvora, tako da razne kremice in to niti ne kaj dosti naredijo. Ampak sem pa zdaj našla nekakšno rutino, ki mi kar precej pomaga, da se bojujem z vsem tem. In sicer danes v tem videu sem se odločila, prej, kadar sem se štimala, ker kakor lahko vidiš po mojem seksi glasu, je še jutro in potem da imam kavico še zmeri tam, tako lahko sploh živim. Sem se odločila, da bi naredila tako mojo jutranjo rutino, da bi vam obrazložila, kaj jaz uporabljam zjutro, kako se pripravim na dan. In v drugem posebej videu pa bom predstavila svojo večerno rutino, oziroma kako se jaz pripravim na to, da bom šla spat. Če tudi majhne nasvetke bom dala zraven. In ja, kar začnimo. In sicer moj dan se tipično začne in ja, mislila sem posnet cel tisti YouTube, get ready with me, kako se zbujam in vse, ampak bodimo realne, če živiš v stanovanju, v bloku, je to dokaj nemogoče, tako da jaz bom pač povedala vse. In sicer moj dan se začne ponovadi tako, da se zbudim in kako urco scrollam Instagram, Facebook, Snapchat, grem skozi vse, gledam tudi, priznajmo si, smo študentke, če si bil prejšnji večer zunaj, pol je fajn drugi dan iti malo pogledati Snapchat, da nisi preveč neumnosti dajo gor. In pač vse pregledam, potem se odločim počasi vstala, najprej grem na WC in si umijemo obraz z... Tle imam skoraj vse, sem gotila zdaj, da ena stvar mi manjka, pa bom pa povedala tisti. Svojo Vichy Normaderam Deep Cleansing Purifying Gel, to najprej uporabim, zato da zjutro si samo enkratno dam en tak pump v roke, si ga dobro umasiram tlele, predtem imam že vlažen obraz, to poskrbim. In si samo malo umasiram okoli nosu, pa okoli lasišča in tako dalje. Na to, kadar to končam, si umijem zobe s tisto Curapox, ali kaj je, plavo vanno zobno ščetko, si umijem zobe in če se res počutim, kakor da rabim tisto en korak več, ampak to je res zelo, zelo redko kdaj, ker se mi zdi, da ta izdelek je pa žal za mojo kožo nekoliko preveč močen in to delam res samo takrat, kadar vidim, da so mi nastali res novi mozolčki in da je stanje kar pretirano. Uporabim od Vichy Normaderam Lotion. Ne, sem probala ne vem kjer jezik zdaj, ampak ne grem, tako da bom kar Purifying Pure Tightening Lotion. To je lotion, ki ti nekako zapre spore, ki ti jih nekoliko zmanjša, sicer, kakor sem rekla, to bi ti rekla, da prej preizkusi, pred dejansko začneš uporabljati, ker meni osebno je kar nekoliko pregrob čutim, pač da nekoliko iritira kožo, tako da to uporabim res takrat, kad rabim tisto drug dan, da nijem nobenega mozolja. Ok, upajmo, da nam zdaj cel video kašljala. Ker sem kar zbolela, si sem rekla, ampak sem preveč pogrešala YouTube video, tako da nekaj sem mogla posneti. Potem, kadar tisto pravim z locionom, z gelčkom, grem ponavadi si narediti zajtrk in pustim kožo, da nekoliko diha, ker ja, večina jih pravi, da bi mogel takoj dati kremico not, da se upije, ko je koža še vlažna in kaj tista pore so nekoliko odprte, ampak jaz pač pustim koži, da malo sama zadiha, si naredim zajtrk, kako urco, ne vem, kadar sem za vikende doma, no, vsaj takrat je tako. Grem kavico popit, pogledam kaj po televiziji in pač pustim koži, da malo diha. Potem, ko pridem v sobo, standardno, pač jaz res verjamem v tisto, da vsak dan gledaš, kakšna je tvoja koža. Ne verjamem tisto, da ti imaš eno linijo in to bo to celo življenje, ti je to perfektno. In se mi zdi, da tudi pri Vichyju in drugih znamkah se posod to zavedajo. In ne vem, sama sem tega mnenja, da moraš svojo kožo vsak dan sproti opazovati. Naprimer, jaz dostkrat, zaradi tega, ker uporabljam malo bolj grobe izdelke, mi dostkrat okoli predela brade, mi nastane bolj suha koža, koža se mi začne kar pudri in vse luščiš teko dneva. In takrat, kadar vidim, da natava malo bolj suha zjutro, uporabim od La Roche-Posay Hydren Richie Moisturizing Cream for Sensitive Skin. Torej kremico, da mi nekoliko navlaži kožo in je tudi za občutljivo kožo, kar jo jaz definitivno imam. Sicer sem opazila, da ta ni toliko močna, kolikor bi jaz rabila, in da mi je bolj ustrezala od Vichy Aqualia Thermal, kadar sem te dneve, ampak pač zaenkrat imam to okoli in sem nekaj to sprobam in ja, hvala Bogu pa tudi ta linija od Normaderam je zelo, zelo nežna do moje kože, tako da se res redko kdaj zgodi še, da bi imela tisto zelo izsušeno kožo, kar pri naprimer Effaclar K, kar so pravila, čeprav Effaclar K, da ne sporazumem, obožujem, ampak je pa res, da s časom je
preveč že mi ratala groba in se mi je kar začela luščiti koža skoraj. Fekler celotna linija, no, ampak Fekler kaj je bil tisti izdelek, katerega sem jaz res največ uporabljala. No, kadar pa je koža normalna, torej po moje mešana z nepravilnostmi, pa uporabim Anti-Imperfection Hydrating Care. Torej kremica dnevna, normalno, kakor vsako kremico, jo dam malo res minimalno je potrebno, ker se res se pomaže, ampak malo jo dam na prste, pomažem med rokami in nanesem. Druga dva koraka, oziroma najprej nadam to tlele eno izmed teh dveh kremic, na to pa čakam, da se mi malo upije, vedno rada počakam, ker morate razumeti, da ne bo izdelek takoj, ko da ste na kožo, bum, bo že v vaši koži. In sama sem tudi to včasih mislila in sem šla kar grča z make-upom, ampak zdaj res probam biti pridna in že zadnje kakšne pol leta se res potrudim, da za vsak korak dam koži nekaj časa, da upije. In preden si karkoli dam na obraz, vedno si gremo umiti roke, ker pač kar presenetljivo je, če se greš malo pozanimati, koliko je bakterij, samo ne vem. V tem, da jaz zdaj to primem, ker sem že 5000-krat in pol, da sem zdaj to naredila, je ogromno bakterij šlo na moj obraz. Pač res se morate tega zavedati. In ja, to je pa ena stvar, ki jaz ne moram spremeniti, pač da se tako počoham. Še posebej, kadar sem živčna ali pa kadar snemam, takrat se stalno moram, ker pač zelo rada govorim z rokami. No, da ne bom preveč blebetala. Potem uporabim standardno kar dve kremice za predel okoli oči. In to pa delam samo od zadnjega tistega Beautiful Bloggers meetupa, ker tam so mi prav od višija dermatologinja mi je izmerila vse, oziroma opravila vse meritve na moji koži, od vlažnosti do koliko imam nagnjenosti, melanin, vse mi je pa izmerila. In smo gotovila, da če uporabljam samo eno kremo za predel okoli oči, je to kar premalo, da imam kar precej sušeno in ker bodimo realne, nobena noče gubiti že v 20-21 letih, kar jih jaz očitno malo že imam. Sem se odločila pač dve kremici imam doma, zakaj ne bi eno navrh druge, pa tudi z višjo dermatologinjo sva se pogovarjali in tudi ona mi je priporočala, kako naj bi jih kako naj bi jih stopnjevala kremice in smo naredili tako, da najprej vsako jutro uporabim od Vichy Aqualia Thermal, vidiš, da jo res zelo uporabljam, ker se je napis že skoraj izbrisal. Vichy Aqualia Thermal, to uporabim kakor da je nek serum, samo malo potapkam, res minimalno zabrišem, ne probam čim manj vleči kožo okoli oči in tako. Spet pa čakam, da se posuši, v tem času dam ponavadi, tako pripravljena sem, v tem času ponavadi nanesem na kožo od Vichy Ideal Soleil kremico z SPF-om 50, ker kakor upravljaš karkoli, pač kom rekla, standardno so kisline krivec, da ti iritirajo kožo, ampak jaz pa better safe than sorry, kakor upravljaš karkoli za masno, mešano, občutljivo, kakršnakoli kožo, kremo z SPF-om. Meni je to mama dala, pač ukradla sem ji, če sem kar iskrena, zato ker mi je moje zmanjkalo in jaz sem sicer uporabljala od La Roche-Posay Antelio, se nekaj tazga se mi zjeje, ampak tam je dosti bolj všeč, zato ker je res bolj masna in kakor sem nekaj, ker imam tiste bolj suhe predele, sicer je bolj redko kdaj, ampak vseeno, se mi zjeje hkrati še navlaži kožo in je pusti res tako mehko in je zelo lepo dajati pol čez puder. No, nanesem to. In v tem času se je kar upila že ta Aqualia Thermal kremec za predel okoli oči in uporabim Idealia Eye Contour Idealizer in sicer drugo kremico z linije Idealia, uporabim spet potapkam minimalno, vam bom kar pokazala, koliko malo jo uporabim. Uporabim je toliko mogoče, pač res minimalno, ker tudi dosti ljudi misli, da ja bom dala več kremice, pa to pomeni, da bo bolj delovala, ampak dejansko ne, če daste vi več kremice na predel okoli oči, bo ta zabuhal in boste imeli tiste vrečice, ki pridejo tlele. Lih to sem mogla moji mami razložiti, zato ker ona je bila tuj, nič ni narobe, če imaš tako mnenje, pač se zgodi vsi, kdaj, logično je dokaj, če bi dal več, to bo učinkovalo. In moja mama, na primer, je isto delala, je dala kar konkretno kremice za predel okoli oči in ko sem enkrat prišla lih na kopalnico, kadar si je dala gor in sem pogledala in sem mi takrat rekla, Atija, pač vedno daš, koliko časa sploh traja tak tebi kremica, vse je logično, če prije manjša, verjetno je treba manj porabiti. In ja, od takrat si je začela res toliko, koliko sem pokazala dati in se vidi, prej imela res tlele prav zabuhlo vse. Zdaj se vidi, ja, gubice so še vedno, pač to ne moreš ne vem koliko spremeniti, lahko pomagaš, ne moreš pa ne vem koliko spremeniti, ampak ima pa res zelo manj zabuhlo.
Torej, zdaj, ko sem vse se že razblevetala, ko vidim, da je video že preko 10 minut dolg, tako grem dalje svojo rutino. Na to, kadar pač dam že čez, kakor sem nekaj, dam kremico, dam SPF, dam kremico za predel okoli oči. Standardno sicer zdaj nijam sabo, uporabim tudi tisto od Labele, kakor sem že pokazala enem ali dveh video nazaj. Od Labele tisto kremico za usnice, dam gor in počakam, kakor sem nekaj, malo moraš počakati, preden daš karkoli gor. In potem, kadar mi 1-2 minutki dam, da se to vse vpije, pa uporabim od Vichy, pač to standardno res vsak dan skoraj, če bi ti zdaj pokazala, koliko je manjka že, bi mi pač čakala, če sem normalna, ker to pogosto uporabljam. Pač jaz vsak dan za na faks mi je nekaj najboljšega, ker na faksu, ja, vse kadar grem žurat, še vedno dam, ne vem, ali kje ga imam. Škatlo. Ali od Vichyja Dermablend, kar je zelo prekrivan, ali tist, kaj je, od Revlona Color Stay dam, kadar grem žurat, ja, pač hočem prekrivnost, ampak standardno iz dneva v dan pa mi je ta Vichy BB kremica perfektna. Videla si že v video, to noče nisi, pejdi pogledat dva videota nazaj ali 3, odvisno kdaj da postam. Videota nazaj si videla, koliko je prekrivno in za vsak dan je res nekaj perfektnega. Zraven tega je bil narejen lik za tako kožo, ko jo imam jaz, tako da to definitivno mora biti gor. Vsak dan zraven tega ima še nekaj malega SPF-a 16, jaz kakor sem nekaj še vedno priporočam, da si karkoli uporabljaš, tudi če imaš suho kožo, uporabi SPF kremo, poglej malo na internetu, kakšna je koža, ki je brez da bi kadarkoli uporabil SPF in kakšna je koža nekoga, ki celo življenje uporablja SPF. Zakaj mislite, da na Kitajskem in Tajskem in povsod ženske konstantno nosijo tiste klobuke? In ugante kaj? One imajo najlepšo kožo, najmlajšo kožo, brez nobenih pigmentnih madežev. Pač ja, sonce lahko naredi kar dosti škode, tako da to definitivno. No, potem, kadar se pač nališpam, vsak dan se drači, pač edina konstantna so res Vichy BB kremica, to mora biti v moji rutini. Anastasia Beverly Hills Deep Brow Pomade v tenku Medium Brown mora biti. Od Avona Primer, ja, ne vem, kakšen je, to tlele mora biti. In zadnje čase sem odkrila še dva taka prav gems v moji rutini. In sicer prvi od Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer moraš kupiti, niti ne iti probat. Samo pa idi kupiti in mi boš hvaležna. Tudi moja Cemra v Mariboru, jaz sem mi lih razlagala, da mora iti to kupiti in mi izvleče za Mare. In reče, ja, jaz sem ga lih pred kratkim, super je. Verjemi mi, moraš iti kupiti. In drugo pač, brez tega tudi nikamor ne gre, ne. Potem, kadar se nališpam, poskrbim že med tem, kadar se nališpam, da imam kakšne pol litra ali pa litra vode s sabo in pač probam srkati na tistem, zato ker moraš se zavedati, da za kožo je voda 100%. Vem, za zdravje, za hujšanje, za vse poslušaš konstantno, ampak če hočeš lepo kožo, če hočeš ti zdrav sijaj, če hočeš čim manj nepravilnosti, voda je tvoja najboljša prijateljica. In jaz to. Ne. No. Standardno sicer vsake, ne vem, zdaj sem zelo zmanjšala uporabo, ampak vem, da včasih sem skoraj vsak dan, ampak sem uporabila tudi od Paula's Choice kislinico, sicer 2% BHA kislinico, zdaj mi je lik počasi zmanjkuje, tako da še za eno uporabo ali dve lih bo, samo potem pa ne bo več, ampak to res zadnje čase uporabljam tudi tako, ne vem, enkrat na teden, mogoče če se spomnim, ker dejansko Normaderm linija se mi zdi, jaz sem se res lajša v njej, razen tega losjona, kar je za mene pregrob in to bi ti pa res rekla, rajše probaj od kakve prijateljice ali kogarkoli predno uporabiš, ker zna biti, da ti je pregroba. Meni, naprimer, mi tlele na ličkih, če odam čez lička, mi je preveč, mi reže cela rdeča koža in vse rata, ampak kadar pa imam zelo masno kožo, takrat pa cup, cel dan bom imela mat kožo, kakor da bi zdala nekakšen mat puder, nekakšen translucent puder in vse. Tako da res, tako bi ti svetovala, preden karkoli gotoviš za svojo kožo, dosti se pozanimi, kakšen je sploh tvoj tip kože, pejdi mogoče kakšni dermatologini ali pa kadar ima Vichy, vem, da ima že kar parkrat v lekarnah to testiranje kože, kad ti s tistim meritvijo za vlažnost kože ti izmerijo, koliko je vlažna, koliko imaš, ki je sušeno, pač vse. Raje bejti tako, kakor pa da zdaj kupuješ brez potrebe ne vem koliko izdelkov in na koncu narediš svoje koži več škode, kolikor dobrega. Jaz moram priznati, kakor sem rekla, v Normadermu sem se našla in ne, to ne govorim zato, ker bi karkoli imela, ne vem kaj od tega. In ja, sem ambasadorka, ampak to ne spremeni mojega mnenja, kakor ste videla, sem tudi zato povedala, da osebno mi ni. Uporabljam tudi dosti drugih izdelkov.
Ampak se mi zdi, da te tlele so tisto bistvo, ki pa res brez vsak dan brez tega ne gre. Torej, vsi izdelki bojo pa zapisani spodaj, tako da če boš karkoli zrabila, povej. Zdaj bom verjetno kar danes že posnela tudi večerno rutino, ali pa če bi še raje, ali bi raje spade in tisto sem si pa že dosti časa želela. Odgovorila bom tudi na nekaj vaših pogostih vprašanj o problematični koži, ker vem, da to je najbolj popularna tema na mojem blogu in YouTubeu in povsod, zato ker pač mislim, da in jaz in vi veste, da sem jaz dala že ogromno skozi od rokotana do antibiotika do vsega. In zdaj sem tako vesela, ker vam lahko rečem, da ne rabite nobene kemije dajati v sebe, ampak da dejansko z neko rutino in prehrano in športom in s tem, kar daste na kožo, lahko dosežete iste rezultate, kot pa z nekim rokotanom ali pa ne vem kolikimi antibiotiki in pač so nepotrebno kemijo v telesu. No, to bo za danes vse, ker ta video je verjetno že preko 15 minut dolg. Upam, da se me niste preveč naveličali, da boste prišli pogledati tudi mojo večerno rutino ali pa spade in. Ne eno od teh dveh bi uporabila. Ampak to sem pač danes dobila idejo, tako da sem mogla čim prej posneti, ne. Če ti je bil video všeč in če bi jih rada še več videla in bila zmeraj obveščena, kadar pride nov, prosim klikni tisti subscribe gumbek, ki je tle nekje. Vem, da zmeraj pokažem tukaj, ampak sem gotela dejansko je tukaj. Klikni všeč mi je, ker mi zelo pomaga, ker mi pokaže me v svetu, mogoče še komu pomagam pri tem. In se vidimo drugič. Čau, čau! Še za eno... Maruša, snemam za YouTube. Si me zmotala sredi videa. Dej, nehi komplicirati, ženska, dej snemam, dej sem videla. Zdaj boš verjetno to dala za nalašč noter, to ne bom rezala, boš noter. Čau, čau.